Tako kot skoraj povsod v razvitem svetu je tudi v Sloveniji krovna nogometna organizacija najmočnejša panožna zveza, vloga predsednika pa med najbolj uglednimi v svetu športa. Za tokratno volilno skupščino je vladalo precejšnje zanimanje celotne slovenske javnosti. Nenazadnje tudi zato, ker je bilo mesto predsednika Nogometne zveze Slovenije izpraznjeno zaradi odmevnega preboja Aleksandra Čeferina na čelo Evropske nogometne zveze. Svoje sta dodala tudi zanimiva kandidata Matjaž Nemec in Radenko Mijatović. Na tajnem glasovanju je svoj glas oddalo vseh 30 delegatov iz 9 medobčinskih zvez in iz 2 strokovnih teles sodniške in trenerske organizacije. Matjaž Nemec je dobil 7 glasov, Radenko Mijatović 23 in po Rudiju Zavrlu, Ivanu Simiču in Aleksandru Čeferinu postal 4. predsednik Nogometne zveze Slovenije. Ves čas sem poudarjal, da so volitve negotova zadeva in da šele takrat, ko so prešteti listki iz škatlice, da je jasno, kaj se je zgodilo. Pričakoval sem zmago, vendar ne tako prepričljivo, če sem iskren. Pogled v prihodnost seveda prinaša veliko izzivov oziroma nadaljevanje zastavljenih, ki jih je v prejšnjem mandatu pomagal sooblikovati tudi novi predsednik. Potrebno se je pogovarjati, potrebno je delovati pozitivno, potrebno je iskati sodelovanja na vseh področjih, tudi na terenu in udejanjati stvari, ki smo se jih zadali v programu in v strategijah. Izmed 6 kandidatov za 4 podpredsedniška mesta so bili v prvem krogu izvoljeni Milan Jarc, Franci Zavrl in Danilo Kacjan. Izpadel je Franc Kopatin, medtem ko sta Bojan Prašnikar in Stanko Glažar odšla v drugi krog in tudi tam prijela enako število glasov, zato je odločanje o 4. podpredsedniku prestavljeno na spomladansko skupščino zveze. Novi predsednik Nogometne zveze Radenko Mijatović se bo v novi vlogi prvič predstavil kot gostitelj tradicionalnega novoletnega sprejema na Brdu pri Kranju.